reven. Tvoji otroci bodo še revnejši od tebe, ne? Ja, kaj to prinaša srečo, ne? To ni ravno neka srečni obet, ne? In to je realno za večino ljudi v zahodni Evropi, jih je bistveno več kot v Sloveniji, pa pri nas jih je bistveno več kot mogoče kje drugi, ne? To zagotovo niso dobri obeti, tako da to zahteva verjetje v boljši jutri, zato ker je to edino, če pa človek ni dovolj duševno močan, ker je to edino okolje, ki ščiti recimo pred samodestruktivnosti. Če veš, da ti gre slabo, da ti bo šlo slabo, da v prihodnosti bo šlo še slabše, ne? Kaj ti ostane? Ne? Samomor je najhitrejši izhod, ne? Ampak recimo, ne, zdaj pa če pridemo na šolstvo, ki bi naj bilo na nek način tudi rečemo, ne, ideološki aparat države, zato da lahko ekonomija normalno funkcionira. A je danes tak sistem, ki ga recimo opisuješ v svojih esejih, ki mu rečeš sistem med dvema zidovama, ki je povsem standardiziran, za vse enak in pravzaprav meji že na neko golo piflarijo, skratka, nek tekoči trak podatkov, kjer ni nobene kreativnosti. A danes še sploh tak sistem odgovarja, oziroma kako sploh zastaviti recimo izobraževanje, če pravzaprav ne vemo, kakva bo ekonomija čez 10, 20, 30, 40 let, na čem glediti danes? No, tako bomo rekli. S šolstvom sta dva problema. Prvič, to šolstvo je najbolj hudičevo konzervativna organizacija, kar sploh obstaja. Šolstvo je mogoče celo hujše od cerkve, ne? Če pogledamo, izpitna vprašanja, ki so bila recimo na tapeti sredi 50-ih let, ne? Bral sem recimo zapisnike z druge gimnazije o zaključnih izpitih, ne? Dobro, ne vem, ali bilo 1960 v glavnem. Čas Johna F. Kennedyja, ne? So enako, kot se sprašuje danes. Bral sem učbenike za matematiko natisnjene pred drugo svetovno vojno. Če bi jih malo grafično popravili, bi jih lahko izdali danes in se ne bi nič opazili. Predmetnik, ki ga imamo danes, je z določenimi spremembami, kot recimo ukinitev verouka in lepopisja, enak kot je bil pred 100 leti, se pravi za časa Franca Jožefa, ne? Tako da v šolstvu imamo zdaj bizarno situacijo, ko šolstvo ne izpolnjuje več svoje ideološke naloge, ne? Ravno to je problem. Šolstvo je družbeni servis, natančneje, šolstvo je delodajalski servis. Njegov glavni namen je zalaganje delodajalcev za delovno silo, ki ima pravo izobrazbo in pravo strukturo izobrazbe, kot jo sedaj želimo, ne? Res je, da se ekonomija divje spreminja, ampak glavne okoliščine produkcije pa ostajajo bolj ali manj nespremenjene. Res je lahko čez noč prije do množičnega odpuščanja, ampak ne opusti se kar cele dejavnosti, ne? Mogoče se ta zniža za 30%, ampak sama struktura, se pravi razmerje, koliko odstotkov tako izobraženih, tako, pa ostane isto, ne? Samo količine se malenko zmanjša. Zmanjšajo se potrebe, struktura, potreb pa ne. In zdaj imamo v šoli ravno to situacijo, ko šola ne zalaga več delodajalcev s pravo strukturo delovne sile. In posledično nastaja na nek način masovna brezposelnost. Ker danes imamo dejansko družbo brez dela, ne? Kje je danes največ dela? Ja, preko študentskih servisov največ. Ne? Zapravi, največ dela je v tem, da ljudem nosiš pivo, pa da pomagaš pri selitvah, pa da delaš spletne strani, pa da pri 19 pišeš za večer, kar se dogaja, ne? Se pravi, največja dela so večina na področju zalaganja ljudi z informacijami, ne? In na področju zalaganja ljudi s hrano in pijačo, ne? Vsaj v Sloveniji, produkcija je pač šla, ne? In tista neki mali ostanek produkcije, ki smo jo še ohranili, je vsak dan na slabšem, zato ker še tega ne znamo več založiti z ustrezno količino dela, ker se težišče izobrazbe še dalje bolj premika na univerzo in predvsem na družboslovne programe, ne? In potem imate, ne vem, 70%, analitska politologija in tako naprej, ne? In to pa je drugi problem šolstva, da se ne zna več prilagajati. Mi imamo šolstvo, ki, jaz pravim, da je šolstvo obtičalo v 80-ih letih, ne? Vedno. Ker
recimo struktura, sedanja izobrazbena struktura bi res ustrezala 80 letom. Ne? Partija išče nove politične filozofe, ne, ki bodo razglabljali, išče na nek način tudi podredljive ljudi, ne, in to šolstvo danes proizvaja. Podredljive ljudi, piflarje in pretežno družboslovce za ne vem kakimi točno kompetencami. Ne. Ampak danes pa rabimo nekaj povsem druge. Prvič rabimo, to je paradoks, mi nismo družba znanja in ne bomo družba znanja, zato ker mi rabimo pretežno manj izobražene ljudi. Paradoksalno, namesto nas zdaj izumljajo Kitajci. Ne? Ker to, tista Marksova teza, ne? Da kdor ima produkcijo, kdor ima produkcijska sredstva, nadzoruje kulturo, ne velja samo, ko gre za tiranijo industrijskih držav nad neindustrijskimi. Velja tudi, ko gre za tiranijo industrijskih držav nad poindustrijskimi. Ne? Kje bo postindustrijska družba dobila denar? Ne? Nima lastne produkcije. Nima konec konca niti lastnega umskega dela, ne proizvaja lastnih idej, ker jih ne rabi. Kdor ima produkcijo, želi imeti produkcijo vsega, zaradi tudi produkcijo idej. Ne? Se pravi, inovacija se vedno bolj premika v Azijo, zato ker so tam glavni proizvodni centri. In tam je tudi posledično največ denarja za izobraževanje. In če pogledamo, azijske univerze so po merilnikih kvalitete, za katere sicer ne vem, kako zanesljivi so prehiteli recimo tradicionalne evropske in ameriške velikane. Ne? Se pravi, ne vem, Singapur, Šanghaj, Hong Kong so danes boljši, ne vem, od Harvarda ali pa od Oxforda. To jasno priča o tem, da se rečimo intelektualno težišče sveta se je spremenilo. Zato, ker so se spremenila tudi recimo produkcijska razmerja. Tako da danes šola ima napačno strukturo, ker usmerja preveč na univerze. Drugič ima napačno strukturo, ker šola še vedno temelji na faktografskem znanju. Ne? Nekoč je bilo tako, da ideja, ki se je uveljavila iz dveh razlogov. Prvič zaradi svoje prepričljivosti, oziroma zaradi svoje koristnosti, in drugič zaradi veščin človeka, ki je izdelal. Nekdo, ki je bil dober pri matematiki, je imel prednost pri neki ideji kot nekdo, ki je slab. Čeprav sta ideji mogoče primerljivi, oziroma je tista, ki jo je razvil nematematični tip, celo boljša. Danes pa so računalniki toliko znižali nivo dela, da je človek, ki uporablja računalnik, tudi če ni strokovnjak, bistveno hitrejši od ljudi, ki ga ne uporabljajo. Ne? Se pravi, računalnik je zradiral veliko količino dela, ki je bilo nekoč povezano z razvojem in utemeljevanjem idej. In posledično se težišče ideje premakne na samo prepričljivost. Ne? Jaz pravim, da se težišče mora premakniti z pravilnega postopka na pravilni rezultat. Ne? In hkrati se še dalje bolj demoralizacijo sveta. Nekoč je bilo ogromno morale, sicer je bila to dvojna morala, ampak še vedno. Ne? Smatralo se je, ja, to mora biti, ja, ne sme biti plagijatov, ne smeš kopirati in tako naprej. Danes je vse to mrtvo, danes šteje to, kaj si naredil. Če treba koga ubiti, pa konec. Ne? Pa če treba koga ogoljufati, konec. Ne? Tu recimo zato je potem danes tudi ta sistem diplom, magisterijev, doktoratov pravzaprav nekako nesmiseln. Recimo Jure Leskavec, ta naš raziskovalec na Stanfordu, on bo letos bo star 30 let, oziroma mislim, da že čez. In je pravzaprav rekel, da se mu gre že za izvolitev v rednega profesorja, ampak zato pravzaprav ne potrebuje nikakršnih točk, nekih objav, oziroma potrebuje objave, ki pa niso toliko vezane na to, ali ima on doktorat, ali ima kak naziv, ali ima kakšne točke objave na takšnih in drugačnih serverjih, ampak bolj zato, da neka skupina ljudi dejansko sama nekako evalvira to njegovo delo. Skratka, da se gre za, kako bi rekel, ne nekako rigidno strukturo, ampak bolj za prilagajanje trenutnih situacij. Skuša oceniti, kaj je relevantno, kaj ni. No, to tudi. Tukaj res tudi za razliko v zaposlovalcih. Ne? V slovenskem šolstvu imamo ogromno zaupanja. Ne? Gimnazije zaupajo učiteljem iz osnovne šole, da so izobražili zelo dobre ljudi, ne? Kar je butasto. Ne? Fakulteta zaupa Ricu, da bo on naredil tako maturo, da bodo rezultati relevantni za vse študije. Ne? Kar je zopet butasto. Ne? Jaz lahko imam, ne vem, na maturi slovenščino, matematiko, nemščino, sociologijo, pa umetnostno zgodovino, ne? Pa grem študirati fiziko. Ne? Kje imam jaz dokaze, da sem sposoben za taki študij? Ne? Nimam jih. Ne? Se pravi, sistem temelji totalno na zaupanju. Ne? In v tem primeru pa je ravno obratno, v Ameriki pa imamo očitno sistem nezaupanja. Ne? Super, ti imaš doktorat, je dobro. Kak pa jaz vem, da je to kaj vredno, nisem ti ga jaz dal. Ne?
nekdo drugi tega je na državi še nikoli čuli za Slovenijo. Ne? Se pravi, zopet gre za premik, ne, pravilni postopek je, ne, ja, naredil si vse pravilne postopke, dol si doktorat, ne, si dosegel kakšne rezultate. To je v bistvu ne potem problem, če nekako vpeljujemo pri nas reforme, kot je bolonska reforma in s tem skušamo nekako se prilagoditi trgu, tržnim nišam in je to v bistvu paradoksalno, zaradi tega, ker če skušamo na univerze uvajati več prakse in manj teorije, pravzaprav v nekem smislu nismo efektivni, ne, zaradi tega, ker trg ne potrebuje univerze, ki bi imela program, ki bi bil rigiden, standardiziran in tako naprej in ki bi dovajal določeno delovno silo, ampak potrebuje pravzaprav univerzo, recimo, oziroma izobraževanje, ki je na nek način avtonomno, ki se ukvarja s problemi znotraj svoje prakse, znotraj svojih orodij, ne glede na trenutno družbeno situacijo. Recimo, zadnjič sem prebral, zdaj, ko je Steve Jobs odstopil, on je rekel na neko vprašanje, ne, kak pa je zdaj z uporabniki, sprejemajo to njegove inovacije in tako naprej. Je rekel, uporabniku se ne sprašuje, kaj hočejo, ne, kaj želijo. Ne. Tako da pravzaprav ima prav, ne, ker če ne bi on funkcioniral na ta način, danes recimo njegov Apple ne bi bil, kjer je danes, zaradi tega, ker je, ko je on izumil te svoje računalnike, Mace, je od njih recimo v nekem določenem trenutku pravzaprav izvrgel disketni pogon, kar je bilo takrat katastrofa. Kako bomo pa zdaj funkcionirali s temi določenimi podatki, ki jih imamo na voljo, ker je imel na voljo ta njegov računalnik zgolj USB ključek. Ne. Danes vemo, kje smo. Ne. Ima USB ključek več gigabajtov, disketa je imela... Steve Jobs je imel to srečo, da je USB ključek narastel na nekaj gigabajtov. Ne. Recimo, da USB tehnologija iz nekega razloga ne bi delovala. Ne. Ali pa recimo, da ne bi prišlo do take minimum. Ampak to ni osamljen primer, ne. Pri njemu gre tudi za recimo napoved brezžične tehnologije in marsikaterih drugih inovacij, jih je nekako predvidel oziroma bil korak pred časom. Ja, ampak tu pa je zdaj razlika. Ne. On ni strogo vzeto prisilil trga, da je sprejel njegove ideje. On je predvidel to, kaj bo čez 2 leti mogoče, ugotovil, da bo čez 2 leti to bolj priljubljeno od tega, kar imamo sedaj in uporabnikom serviral to, kar si bodo čez 2 leti želeli. Ne. Tako da on ali je imel veliko srečo vsem, ne, tudi to je možno, ne, ali pa je bil samo dober v predvidevanju, kaj bo nekoč zadovoljevalo naše potrebe. Ne. Ker če si pogledamo, jaz še nisem srečal človeka, ki je bil zadovoljen s ploščatim televizorjem. Ne. Grejo vse kot radiator, grdo sliko imajo, veliki so, nimaš ga kam dati sobo, ne? Se pravi, če bi zdaj dali zopet na tržišče navadne katodne televizorje, sem prepričan, da bi kup ljudi jih začel kupovati, če ne druge, da to, ker stane 1/3 ploščatih, ne? Ampak v tem primeru gre za prisilo trga, da to, kar nimaš druge možnosti, ne? Kupi katodni televizor, če ga lahko, ne? Ampak vseeno, ne, se mi zdi, da po tem takem izobraževanju ne potrebujemo nekega, kako rekel, ne, fahidiotizma, nujnega proizvajanja, pač za to, kar bi nekdo rad od nas, nek povpraševalec, mi smo pa skratka ponudniki in tako naprej, ampak zato, da se nekako spodbuja to, kar pravzaprav se ugotavlja, da skozi pač neko rdečo nit šolanja izginja, to je ta divergentna zmožnost mišljenja. To pomeni, da na določen problem ne odgovorimo rutinsko, z enim samim odgovorom, rešitvijo, ampak ponudimo več različnih, tudi nekih nekonvencionalnih rešitev. Ampak recimo tudi ti praviš v teh svojih esejih, tega v našem izobraževanju ni. Imaš recimo določen osnov, potem imaš vaje in za te vaje obstaja točno določen odgovor in te na koncu knjige. Pravilni postopek, ne pravilni rezultat. Ne. Ja. Kaj praviš o tem? Mislim, kaj bi bil tvoj potem, kako bi rekel, ideal izobraževanja? Recimo, tu sam si pač glede na tvojo preferenco za tehniko, za tehnologijo, si pred kratkim, oziroma pred letom, 2 sodeloval na tečaju za raziskovalno nalogo, kako pravzaprav mlade z obnovo starega modela parnega stroja spodbujati k tehničnemu mišljenju. No, jaz bi rekel tako, recimo, če primerjam dosežke gimnazijskega maturanta z dosežki diplomanta, ne, bomo ugotovili, da diplomant univerze bo rečemo v precejšnjem številu primerov družbeno uspešen, ne, gimnazijski maturant pa ne. Zakaj? Zato, ker gimnazijski maturant nič ne zna sam delati. Ne. To je človek, ki je popolno nesposoben za karkoli. Ne.